V okviru 7. tedna teatra v Toplicah so člani in članice KUD Vesel teatra iz Dolenjskih Toplic občinstvo vnovič navdušili z novo predstavo. Tokrat so se lotili dela Mihe Macinija Prst. Igro je žanrsko težko opredeliti kot komedijo. Glede na zgradbo nekoliko spominja na srednjeveške mirakle, ugledališčene zgodbe o svetnikih. Po drugi strani pa je to moderna, na mestih celo satirična igra, pravi režiser predstave Janez Vencel. Imamo družino slovenskih intelektualcev. On je največji slovenski pisatelj, ona je bivša mis, popularizatorka kulture in literature in njun sin, ki je največji še živeči slovenski gejevski pesnik. Ampak v resnici on ni gej, ampak se tako dela. Tudi ta največji pisatelj že 3 leta nič ne piše. V bistvu gre za eno družino, malo meščansko družino, ki naj bi bila nekaj več od preprostih ljudi. In v bistvu se dogajajo take zgodbice, v bistvu laži, s katerimi v bistvu družina živi, se v tej zgodbi oziroma v tej igri potem odvijajo, razvijajo in dobijo svoj konec. V ospredju sta med drugim mož in žena, Janko, največji slovenski pisatelj, ki ga igra Sandi Bradač, že nagrajen za najboljšo moško vlogo na regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin, in Barbara, popularizatorka literature, ki jo upodablja prav tako že nagrajena Vanja Lukšič. Bleferja, ki je marsikater pri nas. Ja, ta pisatelj je kar zadev te stvari, to se pravi, da se po nekem dogodku, ki je uspel, ki je napisal eno, recimo, knjigo pred leti, da se da pol še živeti na ta račun. Ampak ne gre zdaj tu nedogled. Barbara, v bistvu Barbara, kot ona se preimenuje v Barbaro, je pač malomeščanska gospa, žena največjega pisatelja, sama profesorica, uglajena, izobražena, v bistvu steber cele družine, zelo dominantna, v bistvu ureja življenje tudi drugim, kot svojemu sinu, svojemu možu in tako naprej. Takšne vloge, se strinja Lukšičeva, ji ležijo. Predstavljam si, da močna ženska ima tudi glas močan, odločen, tako recimo. Ne vem, naredi si eno predstavo v glavi, kako recimo, kakšna bi bila jaz sama, če bi živela to žensko. In potem v bistvu se vživiš. Spremeniš in mimiko in glas in vse. Režiser predstave, sicer tudi selektor za Linhartova srečanja, je člane Vesel teatra spoznal že pred 11 leti, ko so se predstavili svojo prvo predstavo Bosa v parku. Pred 2 letoma in lani, ko so Topličani igrali Gospo Poslančevo in dramo Mati, pa so se vnovič srečali. Tokrat so ga povabili medse in čeprav se je na vaje vozil z Gorenjske, je bilo z njimi dobro delati. Fenomenalno, ker jaz sicer delam v poklicnem gledališču, ampak to je čisto druga izkušnja. Delati z ljudmi, ki se hodijo sem zato, ker imajo to veselje, pomeni to veselje z njimi deliti. Moram reči tako, da sem se vsakič, ko sem se vračal z Topliške doline nazaj proti Gorenjski, se počutil zaljubljenega. Zadovoljen je bil tudi z videnim na krstni uprizoritvi. Potem, ko se začne, ko se dvigne zavesa od premiere, na premieri pravzaprav nimaš nič več. Je predstava v rokah igralcev in predvsem publike. In to, kar je bilo danes, tisto, kar je malo presenetilo, je bila publika. Ker na nek način, ja, se je, predstava je tudi malo humorna vmes, ampak pravzaprav je malo strašljiva, glede na to, da govori o tem, kako se smetana slovenske kulturne elite, slovenska kulturna elita na nek način igra z videzi, z neresnicami, z imidžem. Vesel teatrovci, znani predvsem po komedijah, so se lani ob 10-letnici društva lotili težke drame Mati. Tudi za tokratno igro pa ni moč reči, da gre za komedijo. Za amaterska gledališča izbira takšnih tekstov ni značilna, pravi Vencel. Sploh na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju,
kar recimo poznam, je to pravzaprav zelo redko. Čisto preprosto zaradi tega, ker se bojijo, kako bo publika reagirala, ali bo kdo hotel to sploh videti. Je pa seveda res, da amatersko gledališče ima povsem enako izrazno moč kot profesionalno gledališče. Sam deluje v drugačnih pogojih in recimo z enim drugim žarom. Mislim, da je prejšnja, lanskoletna Mati je bila težja, je bila drama, je bila res tista. Tle je bilo bolj komično, tako da tle se da bolj improvizirati. Tako da je bilo lažje. Ne? Zdaj, če bi šli na Mati, bi bilo to težje. Ko se pa vračaš nazaj, pa je to lažje. Ne? V predstavo je bilo vloženega veliko truda številnih članov teatra, ki so zadnjih nekaj mesecev študirali igro, da je bilo na premieri vse tako, kot mora biti. Tudi zato, ker so igralci dobra uigrana ekipa. V bistvu poznamo tudi tekst drugih, ne? In pač malo pršepnaš, pa se je dosti včasih samo ena črka, je pa začetek besede, pa se pol spomniš. Ne? Drugače pa tudi pač šepetavka, ki sedi od zadaj in pač za te zadeve pomaga pri teh zadevah. No? Tako da zaenkrat ni panike, no? Se pa zgodi. In zagotovo se bo zgodilo tudi to, da bodo člani KUD Vesel teatra iz Dolenjskih Toplic zveste gledalce presenetili še s kakšno prizoritvijo. A lepo po vrsti. Najprej se bodo na odrih v bližnji in daljni okolici predstavili s Prstjo.